Hvaležno pozdravljeni znova nazaj, spoštovani gledalci in gledalke. No, naš, oziroma moj, naslednji gost, naslednji sogovornik tukaj pa, pozor, spremenil bo usodo žensk. Spremenil bo njihova življenja. S čim, kako, na kakšen način, boste seveda izvedeli. Ampak kaj je tisto najbolj pomembno, je to, da bo v njihova srca prinesel nekaj nadvse pomembnega. Misijo. Kakšno misijo? Vse to boste izvedeli, kajti v moji družbi je Mihael Žmahar. Lepo pozdravljen! Pozdravljen! Živijo! Kako? V redu pa še na boljš kaže, ne? Super je, evo, in ja, vedno kaže lahko na bolje. In vsak dan in vsako minuto smo bližje 12.2. Ja, tik-tak. 12.2. je res poseben datum, ne samo zato, ker bo kmalu Valentinovo potem in se bomo imeli še bolj radi, kot se imamo, ampak zato, ker prihaja večer, ki sem ga zelo dolgo časa pripravljal in ga trenutno intenzivno pripravljam, ki bo najavil izdajo moje knjige Misionarka karizmatične prihodnosti. In to je večer, ko bom v dvorani Smelt v Ljubljani prebudil več 100 ženskih src in jim pomagal najti tisto, kar v rojstvu vsi vemo, da imamo, ampak potem nekje vmes izgubimo, in to je misija. Zakaj smo se rodili, zakaj so se punce rodile in kaj je njihov namen in kaj lahko dosežejo s tem, kar imajo in s tem, kar lahko dosežejo. Wow, Mihael, ampak ti si trener za samozavest. Kako to, da si se odločil napisati knjigo za ženske? To je zelo dobro vprašanje. Jaz že leta in leta delam delavnice coachinga z ljudmi in večina tečajnikov je pač žensk. Kar sem opazil je, da punce so izjemne, ženske imajo tako močno inteligenco v sebi, tako močno zavedanje, kdo so lahko, če se tega zavedajo, če vejo, kdo so in če se zavedajo svojih moči. Ampak opazil sem, da je veliko punc, veliko žensk, veliko dam gospodičen malo izgubljenih. Nekako so zapadle v neko vlogo, sekundarno vlogo v družbi, velike moških sistemov, velike družin, kjer je še vedno pater familias, dec, tist, ki vleče vse pomembne odločitve, ne? Ampak ravno ženska intuicija, ženska čustvena inteligenca, ženski dotik je tisto, kar ta svet rabi, da se trenutno zbalansira nazaj. Malo je svet iz ravnovesja in veliko stvari se dogaja in če hočemo ponovno se spomniti, kdo smo in narediti tisto, kar lahko naredimo, rabijo punce se spomniti, kdo so in stopiti naprej na prvo štartno linijo in skupaj s fanti ustvariti boljši jutri. Se pravi, svet rabi pomoč in trenutno ženske rabimo pomoč in ti boš ponudil to pomoč ženskam. Ja, tako je. Z misijo. Govoril si o izidu knjige. Zdaj, o čem pravzaprav knjiga govori? Kakšna je vsebina? Vsej malo nam povej, se vem, 12.2. izide, ampak malo nam pa lahko poveš. Bom seveda z veseljem povedal. Knjiga je tako izjemna, da ko sem jo napisal, sem jo šel brati nazaj. Kljub temu, da jo vem na pamet. V bistvu knjiga se začne kot ena zelo mistična zgodba v zelo oddaljenem Egiptu in začne govoriti o eni izgubljeni punci, ki v življenju nekako ne najde svojega mesta in ne zna izraziti samo sebe. Potem se pa v Egiptu nekaj mističnega zgodi in v njeno življenje stopi skrivnostna boginja in ta boginja ji začne v sanjah predajati tisto, kar je ta punca pozabila. Začne predajati misije, ki jih ta punca lahko v življenju izkoristi, skrivnosti in tisto, kar rabi ona videti, da se bo razvila v misionarko, kot jaz temu rečem. V žensko, ki je ponosna, v žensko, ki ve, kaj si želi in v žensko, ki lahko naredi to, kar si želi. In knjiga je v bistvu zgodba v zgodbi. Tako da v bistvu sta dve knjige v eni, nikoli še nisem srečal takšnega koncepta, zelo edinstvena. In v bistvu, če vsaka beseda je narejena, napisana za to, da se bo bralka in bralci na vse zadnje lahko spomnili, kdo so v resnici. To je tvoja prva knjiga? Ja, tako je. Zagotovo ne zadnja. Ne. Ampak, a si ti napisal knjigo ali je knjiga napisala tebe? Jaz imam občutek, da sem na trenutke kar malo zapadel v neko pisanje in potem sem mogel prebrati za nazaj, kaj sem napisal. Ponovadi se knjiga piše tako, ne, vzameš list papirja in razmišljaš, kaj boš napisal. Tukaj se mi je pa ogromnokrat zgodilo, da sem spisal poglavja in nisem vedel, kaj sem spisal. In sem mogel iti nazaj brati in sem začel brati knjigo in sem rekel, kaj se pa zdaj zgodilo, kaj pa zdaj naslednja stvar, kako bomo pa to rešili. In občutek sem imel, kot da nek notranji del mene, ki ga še nisem poznal, piše nekaj, česar se prej nisem zelo močno zavedal.
In ja, s knjigo sem rastel jaz in s knjigo bojo rasli vsi, ki bojo prebrali. Tako da ja, knjigo sem napisal jaz, ampak je tudi knjiga napisala mene. Ampak, ja, ravno to. Mogoče si bi bolj v vlogi prevodnika? Ja, definitivno. V bistvu informacijsko polje, ki nas vse obdaja, to je se pravi polje, s katerega intuitivno dobivamo informacije in namene in misije. V tem primeru je na voljo vsem in tudi jaz sem zelo veliko meditiram, zelo veliko se povezujem s samim seboj, tako da ta aspekt življenja mi nikoli ni predstavljal problema. Tako da ja, zelo dobro evo poslušam nekoga tam zgoraj, lahko tako rečemo, ki mi šepeta tisto, kar lahko potem zapišem v knjigo, ki bo pač v neki točki spremenila nekoga. Predvsem pa znaš poslušati ženske očitno, ne? Jaz sem eno zelo dobro srečo. Moj dedi mi je rekel, enkrat, ko sem bil še majhen, je rekel, v življenju pač moraš zelo pametno zbrati dve stvari. Prva stvar, s katero se boš v življenju ukvarjal, in druga punca, s katero se boš poročil. In jaz sem imel to srečo, da sem zelo pametno zbral punco, s katero sem se poročil, in moja žena je definitivno misionarka, ki imam rad in me vsak dan kaže, kaj je tisto, kar je pomembno pri ženskah in kaj je tisto, kar moram jaz kot fant vedeti na zadnje, če hočem imeti dobre odnose z ženskami. Tako da definitivno je tudi ena tiha sila v ozadju, ki mi je pomagala napisati to knjigo. In definitivno eden izmed razlogov je ona, zaradi katere sem to knjigo tudi si drzno napisati. Lepo. Vsaka ženska mora dati podporo svojemu moškemu, ne? Ja, ampak kar sem opazil je, da je ta podpora v večini parov zelo enostranska. In ravno to je tista stvar, zaradi katere sem knjigo napisal. Res je, da ženske lahko dajo podporo svojemu fantu, ampak najprej se morajo zavedati, kdo so v resnici, kakšne so njihove moči, šele potem lahko dajo one podporo in so močna podpora, močna mama, močna žena. In to je ravno eden izmed namenov te knjige, da lahko ženska da podporo, če si jo želi. Sem res, razumem. V bistvu večkrat ženska da podporo svojemu moškemu, medtem, ko je sebi sploh ne da. Definitivno. In to opažam, da ko delam z ljudmi, z družinami, pari, otroci na zadnje, je vedno otrok na prvem mestu, je vedno mož na prvem mestu, je vedno služba na prvem mestu in ženska, ki vse to upravlja, je nekje na zadnjem mestu. Kako je lahko potem mama, ki cel dan dela, pomaga drugim in se žrtvuje pod narekovajem za druge ljudi, kako lahko potem na koncu še vedno dobra mama, dobra ljubimka, dobra žena, dobra zaposlena ali pa dobra šefina na zadnje, se nima energije. Ona mora dati sebe na prvo mesto, če hoče kadarkoli v življenju narediti svojo misijo. In ko bo dala sebe na prvo mesto, bo imela ona dovolj moči, dovolj znanja, dovolj sredstev, da bo lahko karkoli v življenju naredila. Všeč mi je ta beseda, misija. A ta beseda označuje življenjsko poslanstvo? Misija je energija, ki je zapisana v tebi in s katero se rodiš. Vsak človek ima misijo in vsak človek pride z nekim namenom na ta svet. Vsaj jaz to verjamem. In ta namen je zato, da ga resničimo. In kar opažam je, da so ljudje, ko veliko so stari 50-60 let, hodijo k meni na tečaje, na delavnice in nimajo resničnega življenja. In potem je zelo težko gledati človeka, ki celo življenje živel življenje in šele proti koncu začel spoznavati, da to življenje ni bilo njegovo, da je živel življenje nekoga drugega po navodilih drugih ljudi. In to je tisto, kar bi rad ljudi spodbudil že čim prej, da naj začnejo razmišljati o svojem življenju, kaj je tisto, zaradi česa so se rodili. In vsak človek lahko ima več misij v življenju. Lahko imaš eno misijo, ko si star 20 let, pa to uresničiš, zaključiš, zrasteš, greš naprej, dobiš novo misijo. Vesolje ima ogromno misij gorih, pripravljeni za tiste, ki so jih pripravljeni priznati in uresničiti. Jaz imam eno prijateljico. Stara je 50 let in tudi ona se je začela malo ukvarjati z vsemi temi stvarmi, je začela precej sprejemati in je ugotovila, da tisto, kar ona počne v svojem življenju, sploh ni njeno, kakor si zdaj rekel. Ampak ona pravi, da je zdaj prepozen za njo. Jaz vedno pravim, ko pravi čas za človeka, je pravi čas za človeka. Dostikrat slišim ta stavek, sploh pri ljudeh, ko so se upokojili ali pa ne vem, od 50. leta naprej zelo popularen, da je prepozen. V bistvu ni prepozen. Če si zdaj spoznal, da rabiš spremembo življenja, potem si zdaj šele zrel, da lahko to spremembo razumeš. Velikokrat pri 18 letih starši otroke prepričujejo, daj odloči se, kaj boš v življenju delal, daj odloči se, kaj bi rada počela, zberi si službo, ampak kako lahko nekdo, ne vem, pri 18 letih ali pa 20 letih ugotovi, kaj bi rad v življenju počel, če nima izkušenj? Najprej mora doživeti življenje, da lahko ima levo in desno stran, da lahko zbira. In kaj sem ugotovil, pri 50 letih si ti velikokrat prišla ali pa prišel v situacijo, ker si videl, kaj je tisto, kaj je življenje. In pri 50 letih, če ne druga, zelo jasno veš, česa ne želiš. In če veš, česa ne želiš, potem pogledaš v nasprotno smer in ugotoviš, kaj si želiš.
Se pravi, nikoli ni prepozno? Ne, nikoli ni prepozno. Prepozno je samo takrat, ko se odločimo, da je prepozno. In poznam izjemne gospe in gospode, ki so pri 65, 70 letih spremenili svoje življenje. Nikoli ne bom pozabil ene gospe, ki pri 65 letih se odločila, da bo zaprla klasično podjetje in ustanovila novega in potem je začela taekwondo trenirati. A res? In gospa trenira taekwondo in je zelo dinamična in uživa življenje. In živi misijo? In živi svojo misijo in se ves čas trudi z vsem srcem, da jo uresniči in uživa v njej. Okay. Se pravi, to je knjiga, ki ti lahko zelo zruši življenje v tem smislu, kakršnega si bil navajen do zdaj, udobnega, in da začneš postavljati dejansko nekaj novega. Knjiga je zelo drzna, ja. Drzna je v tem primeru, da ti pomaga odstraniti tisto, kar ni dobro zate, kar pomeni, ja, tako kot si rekla, da je treba neko stvar zrušiti najprej, če hočemo prostor za novo narediti. Potem te pa definitivno podpre z vsem, kar ima in z vsem, kar potrebuješ, zato da lahko greš lahkotnejši, brez starih bremen naprej v novo življenje in ustvariš novo misijo. Dejansko bom mogla do 12.2. počakati, da vidim, če si kako opozorilo napisal. Zraven, ne? Proti tem, kaj se lahko zgodi. Stranski učinki. Ja, opozoriti moram vse bralke in bralce za to knjigo, da če boste prebrali to knjigo, potem se vam bo spremenilo življenje v eni točki. Ne vem, kateri točki, to bojo sami izbrali bralci, ampak videl sem, koliko je knjiga mene spremenila. Koliko sem na prvi strani, ko sem jo začel pisati, na zadnjem poglavju, ko sem končal, kako drugače sem jaz začel gledati na ključne stvari v življenju, kot so odnosi, kot so cilji v življenju, kot so sanje, kot so to, zakaj sploh živim in zakaj sploh delam to, kar delam. In definitivno verjamem, da bo knjiga spremenila vsakogar, ki se bo dotaknil. In kako se konča? Konča se pa na tak način, da bom mogel dovoliti vsakmu, ki jo prebere, da bo razumel njen zaključek, zato ker knjiga se konča v skladu s tem, kako želi človek, ki jo bere, da se njegovo življenje konča. Po narekovaji šele začne. Zato ker knjiga se v bistvu nikoli ne konča. Zato ker zadnjo stranjo, ko se knjiga zaključi, se resnično življenje tistega, ki je bral, šele pričenja. Se pravi, napisal si knjigo, ampak to v bistvu ni knjiga, ampak orodje. Orodje, ki se nikoli ne končajo, tako je. Ok, daj mi povej kaj več. Jaz imam težave, veš, jaz zelo težko pričakujem stvari oziroma neučakana sem, kot verjetno še kakšna druga ženska. Se pravi, 12.2. kaj se bo zdaj vse takrat dogajalo? Je stopnina ali kako je s tem? Ne, 12.2. sem se odločil, jaz sem zelo ponosen na to knjigo, zelo dolgo časa sem jo ustvaril in dve punce sta že prebrale, ene zelo dragi prijateljci moji, in obe sta bila fascinirane in sem se odločil, da naredim zelo velik, brezplačni event oziroma dogodek, seminar za ženske ob izidu te knjige. Seveda prihajajo tudi njihovi fanti zraven, zato ker fant pa ne bi hotel ugotoviti, kako svojo ženo spremeniti v misionarko, ki je srečna, ne? Tako da pridajo zelo veliko parov, tako da so vsi fanti tudi vabljeni. To je dogodek 12.2. ob 7. zvečer v dvorani Smelt, kjer bom na odru z vsemi pripomočki in skrivnostnimi gosti predstavil nekaj ključnih misij, ki jih lahko ženska in navsezadnje tudi misionarji moški v življenju začnejo vključevati, na katere morajo biti pozorni in katere lahko uresničijo, da bodo nekoč nekdaj se razvili v močne in srečne ljudi. In ta večer je zelo skrivnosten. Celotna tematika večera se bo navezovala na knjigo. Nikoli še nisem takšnega dogodka naredil, jaz ga komi čakam in ga bom delno jaz vodil in zelo pričakujem čudovito atmosfero. Tako da vsi, ki vas zanima, karkoli, ki želite spremembe v življenju, ki vas zanima dodatne informacije glede tega, kdo ste in kaj lahko dosežete, ste vabljeni definitivno. Prijav me. Prijavim, super, evo, prijavljena. Rezerviram 2 mesti ali pa več. Ne, resno vprašanje, a se morajo ljudje prijaviti ali kako je s tem? Ja, prosil bi, dvorana Smelt ima samo 500 stolov, tako da prosil bi, da na info@mihaelzmahar.si, to je moj mail, pošljajo prijavo, to se pravi, prijavljam se na dogodek 12.2. misionarka karizmatične prihodnosti ali pa prijavljam se na knjigo, bo najlažje in vas bom jaz zapisal na seznam, kjer potem povete svoje ime in prijete na dogodek. Popolnoma brezplačno, samo za vas in kjer boste lahko tudi spoznali več o knjigi, si nabavili svoje zvoče, boste želeli. Super. Daj mi, povej še majčkeno več o tej misionarki. Se pravi, v njej se zgodi vse to, ampak kjer je tista prvi aha moment v tem smislu, kateri je prvi korak?
tisti aha moment, ko se tej glavni junakinji tudi imena ne bom izdal, zato da bo še bolj skrivnostno brat. Okay. Glavni junakinji zgodi je, ko pride v eno situacijo, ko ugotovi, da jo ljudje ne spoštujejo. Da jo njeni sodelavci ne spoštujejo, da jo njen šef ne spoštuje, da jo ne spoštujejo njeni prijatelji in pade v neko cono, kjer ugotovi, da je ranjena žival, da dejansko nima mesta v svojem življenju. Njeno življenje, ampak nima mesta v njej in se ne more izraziti in se čuti odrinjeno in tudi nima moči, da bi lahko naredila tisto, kar si želi. In to je ta prvi korak, ko ona zaspi in pride skrivnostna prijateljica njena ponoči v njene sanje in ji preda prvo sporočilo in to je sporočilo, da lahko narediš karkoli v življenju želiš, če se prebudiš. In celotna knjiga je namenjena prebujanju ženske, ki se stran za stranjo prebuja in na koncu spozna, kdo je v resnici in česa je zmožna. Tako da vsaka misija, popolnoma vsaka misija v knjigi je pomembna in je nov korak, nov ovinek do tistega končnega cilja, ker smo pa prej rekli, da se v resnici šele vse začenja. Takrat, ko nič ne veš, ugotoviš, da nekaj veš, oziroma ko nekaj veš, ugotoviš, da čist nič ne veš. Nič ne veš, ne? Tako da v življenju sem se nekaj naučil, da nikoli ne moreš narediti zaključka. Zato ta knjiga, v bistvu zadnja stran knjige, je v bistvu šele začetek novih življenj. In nove izkušnje, nova znanja, nova informacija prinese novo obzorje, novo širino in potem imamo ljudje novo izbiro, kaj bomo s tem naredili. No in kako to, da si dal tako ime? Zato, ker sporočilo knjige je res posebno. In sem iskal zelo posebno besedo in zelo posebna beseda je misionarka karizmatične prihodnosti. Jaz sem zdaj upala, da boš povedal ime od junakinje, ampak ni uspel. Zato, ker vsaka ženska je misionarka, ki se rodi, ko sem dojenčica, ne? Dojenčica se rodi, ona pride razgaljena na svet, zakriči, če je lačna, zakriči, če se želi pokakati, zakriči, če je kaj ne paše, tam okoli so ljudje in ne čist, po domač povedan, dol visi, kaj si ljudje o njej mislijo, ona živi svoje življenje. To se pravi, da se vsaka ženska rodi misionarka. Ampak kaj se potem s časoma čez vzgojo zgodi, čez leta, ko se te ženske izšolajo, poročijo, zaposlijo, zelo veliko zgubi stik z notranjo misionarko. Zato je misionarka, se mi zdi, beseda, ki definira čisto vsako žensko. Čisto vsaka ženska ima spomin v sebi, kako je, ko se zavedaš sebe, ko si samozavesten, ko si srečen, ko si svobodен. In to je tisto, kar bi jaz rad pomagal ljudem, da dosežejo v življenju. Ker nas zadnje lahko življenjem delamo, karkoli želimo. To se pravi, zakaj ne bi izbrali izbire, da smo srečni v tem, da smo spopolnjeni, da ko pogledamo nazaj svoje življenje, da imamo dober občutek, dobro sem to naredila, dobro sem to naredila. To je tisto, kar ta knjiga daje. Krasno. In še samozavest zgradiš, kar pa je tvoje primarno, ne, glede na to, da si trener samozavesti. Tako je. Jaz zelo rad pomagam ljudem, ki imajo vprašanja glede sebe, glede samozavesti, glede svoje poti. Najdi orodja, najdi načine, odgovore, ki jih potrebuje, da lahko grejo naprej. Ampak najprej sem mogel pa to pri sebi narediti. Ja, valjda se drugače ne šlo. Vsak človek se v življenju išče, vsak človek v življenju pade, ampak ni pomemben, kolikrat padeš, koliko napak si naredil, ali pa lekcije s tem rečem, kolikrat si zgrešil pot, pomemben je, da vztrajaš in greš naprej. In kar sem opazil, da veliko ljudi se ustavi in reče, ne morem več naprej, utrujen sem, ne splače se, ni pomembno. Je pomembno, lahko greš naprej, ampak če veš, kdo si in zakaj bi račel naprej, potem se vedno najde način. In to je glavno vodilo tega, kar počnem. Super. Krasno. Najlepša hvala, Mihael, za vse te besede, ki si nam jih namenil. In ja, skupaj se že veselimo dogodka, torej 12.2., ki se bo torej zgodil v Ljubljani. Gre za torej brezplačen dogodek, tako da se malce podružimo. Že kakšen dogodek se je zgodil, ne? Smo se tudi malce podružili in je bilo super fino in fajn. Sicer pa vsi naši Facebook prijatelji, pejte pogledati na našo stran. To je vse, kar bom povedala. Pejte pogledati torej na našo Facebook stran, sicer pa na klepetobkavi.si lahko najdete takšne in drugačne članke, ki vam bojo pomagali na več različnih načinov, odvisno na katerem nivoju ste oziroma do katerega želite priti. Ne zamudite pa tudi YouTube posnetkov, že več kot 350.000 ogledov in verjetno tudi kakšen vaš. Ostanite v naši družbi tudi na nadaljevanju. Dober čaj!